Danes se bomo pogovarjali o eni najbolj osnovnih, a ključnih potreb v našem življenju – o spanju. Raziskave in strokovnjaki že dolgo opozarjajo o pomembnosti kakovostnega spanca na naše zdravje in dobro počutje. Spanje igra ključno vlogo v našem življenju, saj vpliva na našo telesno in duševno kondicijo ter celo na našo produktivnost in odnose z drugimi. Kako pa lahko izboljšamo kakovost spanca? In katera priporočila in prakse so ključne za zagotavljanje kakovostnega in globjega spanja. O vsem tem se bomo danes pogovarjali z našo strokovnjakinjo, Brigito Zupančič-Tisovec. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, hvala za vabilo. Dejva najprej za začetek, zakaj je spanje tako ključnega pomena za naše zdravje in dobro počutje? Pravzaprav zelo preprosto, pa hkrati kar komplicirano. To področje namreč je zelo kompleksno. Ampak spanje je najučinkovitejši način vsakodnevnega uravnavanja, tako telesnega kot duševnega zdravja. In potreba po spanju je, tako kot ste omenila, ena od naših osnovnih življenjskih potreb, tako kot potreba po hrani ali pa po telesni dejavnosti. In ne le, da je nujno potrebno, je tudi eden od stebrov našega zdravja. S primernim in urejenim spanjem lahko naše zdravje podpiramo ali pa z neurejenim podiramo. Se pravi, je eno izmed tistih osnovnih izhodišč, s katerim se podajamo v svoje življenje. Kaj pa se zgodi, kadar spimo premalo? Težje navezujemo socialne stike, bistveno manj smo komunikativni, bistveno manj smo odprti, bistveno manj smo kreativni. Da ne omenjam potem še vseh teh posledic na svoje zdravje, se pravi imunskih odzivov, spominskih zapisov in tako naprej. Dolgoročno se pa potem to lahko odraža že v obliki različnih simptomov, višjega krvnega tlaka, neurejenega krvnega sladkorja, neurejenega hormonskega stanja v telesu. Recimo tudi debelost je v določenem delu pripisljiva pomanjkanju in neurejenemu spanju. In potem tudi izguba teh telesnih sposobnosti, ker pač nismo pripravljeni na vse to, kar nas v dnevu obremenitve, ki nam jih življenje prinaša. In potem, kasneje, zelo bom rekla, kadar je spanje dolgoročno, res pomanjkanje spanja čutimo, pa lahko pride tudi do pojava določenih bolezni. S tem recimo mislim predvsem na pojav sladkorne bolezni, visokega krvnega tlaka. Pomanjkanje spanja recimo je povezano tudi z različnimi vrstami raka, predvsem povezave so najdene predvsem pri raku debelega črevesa, raku dojke in raku prostate. To je vse vezano na tisto manjšo imunsko odzivnost telesa, ki sem jo omenjala prej. Pomanjkanje spanja povezujejo tudi z nekaterimi duševnimi boleznimi, kot je na primer depresija ali pa anksioznost. Zaradi pomanjkanja spanja bistveno slabše in težje predelujemo vsakdanje stresne situacije. Težje se odločamo za primerne odločitve. In pa ne nazadnje, pomanjkanje spanja povezujejo tudi z pojavnostjo nekaterih vrst demence. Se pravi, zelo pomembno vpliva tako na naše fizično kot psihično zdravje. Pa poleg telesnega in duševnega zdravja bi lahko rekla, da tudi na naše socialno zdravje, na energijski nivo, na čustvene dogodke v telesu, skratka na vsa področja, ki nas oblikujejo. Pa zadnje čase res se mi zdi, da večkrat slišimo o tej higieni spanja, da se o tem več govori. Imamo kakšne podatke, kako dobro pa spimo Slovenci? A Slovenci spimo dovolj?
Ne, Slovenci smo po nekaterih podatkih zelo neprespan narod, primerljivo z, ne vem, nazaj je bila narejena raziskava, mislim, da v 47 državah sveta, in v tisti raziskavi, kjer so opazovali prisotnost prebivalcev na spletu, smo se umestili na predzadnje mesto. Manj kot Slovenci so spali samo Japonci. Imamo pa sicer mi tudi svoje podatke, s katerimi že nekaj časa razpolagamo, namreč kar vsake 4 leta delamo te ciljne raziskave, s katerimi potem v resnici dostopamo do podatkov o spanju odraslih oseb. In tudi ti podatki kažejo, da smo Slovenci neprespani. Recimo v času covida, ko smo raziskovali to področje, je kar 41,8, se pravi skoraj 42% Slovencev med delovnim tednom spalo manj kot 7 ur na noč, kar pomeni, da kar 42% Slovencev ni dosegalo minimalnega standarda priporočil za odrasle. Ko pa pogledamo področje naših otrok in mladostnikov, smo pa še v bistveno slabši situaciji. Tam pa sledimo situaciji s pomočjo HBSC-ja, se pravi te raziskave z vedenjem povezan življenjski slog otrok in mladostnikov, ki pa je leta 2022 pokazal, da kar tretjina 11- in 13-letnikov in približno petina 15- in 17-letnikov spi med šolskimi dnevi v skladu s priporočili. Se pravi, 2/3 11- in 13-letnikov ne spi dovolj in 4/5 naših 15- in 17-letnikov ne spi dovolj. Se mi zdi, da tukaj so pa res podatki tako zelo alarmantni, da nas čaka zelo veliko dela. Omenili ste, da recimo med tednom spimo manj, pa mogoče za vikend malo dlje. A je pomembno, da spimo vsako noč, recimo, ne vem, po priporočilih, koliko časa, ali lahko recimo med tednom malo manj, pa za vikend malo not prinesemo, kar rečemo, a to šteje, ali... Za dobro zdravje je pomembno, da spimo vsako noč po priporočilih. Kadar pa ne spimo dovolj, pa nastaja ta spalni dolg, ki ga potem radi rešujemo takrat, ko pa imamo dovolj časa na razpolago za spanje. Se pravi, izjemno pomembno je, da ne samo, da spimo dovolj dolgo po priporočilih, in to je za odrasle od 7 do 9 ur na noč, kar pomeni, ni dobro, če spimo manj, in prav tako ni dobro, če spimo več. Pri starejših odraslih po 65. letu starosti pa je to od 7 do 8 ur na noč. Pri mlajših je pa potem zelo razdrobljeno, tako da zdaj mogoče ne bi se v to poglabljala, ampak bi rada poudarila to, da je bolj kot sama dolžina spanja pomembna kakovost spanja. Ker namreč tudi, če mi ležimo v posteli 9 ur, spimo pa zaradi tega, ker zvečer se recimo nismo mogli uspavati, ali pa zaradi tega, ker se po noči prebujamo, pa potem ne moremo zaspati nazaj, ali pa zaradi tega, ker zjutraj se zgodaj vzbudimo, pa kljub temu še malo poležavamo, pomeni, da tistih 9 ur ležanja v postelji včasih pomeni samo 5, 6, 7 ur učinkovitega spanja. In poleg dolžine je izjemno pomembna kakovost spanja in ta učinkovitost spanja. Se pravi to, da mi, če se le da, tako med delovnim tednom kot med vikendom odhajamo spat ob približno isti uri. To je lahko uro gor, dol, ampak približno istem času hodimo spat med delovniki in vstajamo enako. Velja tudi za vikend. Ob istem času kot med delovniki hodimo spat in tudi vstajamo približno enako. Ta sinhronost, ki se dogaja iz dneva v dan, je za naš spalni ritem izjemno pomembna, predvsem zato, ker se veže na naš cirkadiani ritem. Naše vsakdanje vedenje je, bom rekla, povezano s tem našim cirkadianim ritmom. Mi določene stvari najbolj učinkovito opravljamo ob določenem času dneva.
In spimo najbolj učinkovito in najbolj kakovostno v poznih večernih urah in čez noč in do zgodnjih jutranjih ur. Omenili ste že to, ne, kakovost spanja. Kako pa lahko okolje, v katerem spimo, vpliva na to kakovost, oziroma kateri dejavniki v spalnem okolju so ključni za izboljšanje spanja? Ogromno je teh dejavnikov, ki v resnici lahko vplivajo na kakovost našega spanja, predvsem v smislu motilcev. Glede na to, da smo zdaj v aktualnem času različnih vojn, se včasih premalo zavedamo, kako zelo je pomemben občutek varnosti. Samo v varnem okolju bomo v resnici lažje zaspali. Tudi v času, ko je pravzaprav mir, recimo se spomnite, kako težko je zaspati v drugem okolju, ko naprimer potujete. Pa ne gre za to, da v tistem okolju gre za kakršnokoli vojno, sploh ne, ampak ta občutek nenavajenosti na določeno okolje in občutek varnosti je izjemno pomemben. Kot prvo. Potem pa seveda izjemno pomembno je zraven tudi ta naša prilagojenost, kot sem že prej omenila, cirkadianega ritma in tega, da mi sami pri sebi prepoznamo to svojo potrebo in jo znamo prav reševati, se pravi, kdaj smo zaspani in kdaj najbolj kakovostno spimo, da nekako določimo tisto uro uspavanja. Izjemno pomembno in dostikrat moteče je to, da svojih obveznosti in potreb okolja ne znamo povezati in bom rekla, podrediti svojim biološkim potrebam. In ogromno krat se zgodi, da zaradi prezaposlenosti ostajamo budni predolgo v noč, kljub temu, da vemo, da bi morali spati. Se pravi, ne znamo uskladiti teh svojih delovnih nalog s svojimi lastnimi potrebami. In ne znamo postaviti spanja na primerno mesto, ker se nam zdi, da spanje ni tako zelo pomembno. Sploh v zadnjem času, ali pa bom rekla tako, v zadnjih dekadah se dogaja to, da je delo izjemno cenjeno. Spanje pa ne. Se pravi, zelo lahko se opravičujemo sami pri sebi, nisem imel dovolj časa za spanje, ker sem imel preveč dela. V resnici pa gre v ozadju prevečkrat za to, da ne znamo postavljati spanje na primerno mesto, ki ga ima. Ker nas pravzaprav na vseh področjih podpira in če prihaja do pomanjkanja spanja, bomo to čutili ne samo z utrujenostjo, ki jo čutimo, ampak tudi z različnimi težavami, s tem, da se recimo zmanjša kakovost življenja čisto na vseh ravneh. Ne samo na ravni zdravja. Ampak poznamo tudi, nekateri pravijo, da so nočne ptice, da ne potrebujejo toliko spanja. So recimo tipi ljudi, ki potrebujejo manj spanja in tipi ljudi, ki ga potrebujejo več? Seveda. Govorimo o kronotipih ali podtipih, pri katerih opozarjamo na to, da pač nekateri smo bolj večerni tipi, drugi smo bolj jutranji tipi. Ti, ki so bolj jutranji, bodo šli verjetno zvečer prej spat, ti, ki so večerni tipi ali pa sove jim rečemo tudi, ne, bodo delali pozno v noč in potem zjutraj malo dlje časa pospali. Ravno to sem imela v mislih prej, ko sem govorila, da moramo nekako razumeti, kakšne so naše potrebe. Ločimo 4 kronotipe, kot sem prej omenila, ampak ne samo to, da recimo vemo, ali smo bolj jutranji ali bolj večerni tip, pomembno je tudi, da znamo naše spanje umestiti v primeren del našega dneva. Kaj pa prehrana? Ima prehrana vlogo pri spanju, oziroma katerim živilom oziroma pijači naj se izogibamo, preden se odpravimo spat? Recimo kava je en tak primer, ne, zelo priljubljena, pa kakšen reče, ne, zdaj pa že prepozno, ali pa po 3. uri, po 6. uri ne pijem kave. Ima vpliv na to? Hrana je izjemno pomembna.
strokovnjaki radi rečejo, da to, kar jemo, nas pravzaprav gradi. Ne? In že bom rekla tako zelo osnovnem konceptu radi rečemo, da tudi za spanje je potrebna energija. Hrana nas, se pravi, energijsko obogati, vendar moramo paziti, da zvečer hrana ni energijsko prebogata in da se te kalorije počasi sproščajo v naše telo. Če imamo zvečer zelo bogate, energijsko goste obroke, bo pomenilo, da bomo v telesu imeli zelo hiter presežek kalorij in energije in seveda nam to ne bo dalo spati. Prav je, da se v popoldanskem času počasi umirjamo, zaradi tega tudi priporočamo manjše, lažje obroke zvečer. Hkrati pa ta hrana ne sme biti niti premastna, niti pekoča, namreč zaradi tega postane naša prebava in presnova bolj obremenjena, kar nas lahko moti pri uspavanju. Kar pa se tiče energijskih pijač in pa kave, po kateri radi posegamo, je pa tako, da energijske pijače vsebujejo zelo veliko ogljikovih hidratov, kar pomeni, takoj dvignemo energijsko raven. Po drugi strani pa vsebujejo tudi veliko kofeina in nekaterih drugih dodatkov. Kofein, ki pa ga najdemo v energijskih pijačah in kavi, kot sem omenila, pa tudi v zelenem čaju oziroma pravem čaju in pa črni čokoladi, ne? Pa se useda na iste receptorje kot adenozin. In ob vnosu skodelice kofeina, kave recimo, se zgodi tam nekje po 30 minutah, da je nivo kofeina v telesu najvišji in zelo visok. Hkrati pa ima kofein zelo dolgo razpolovno dobo. Tam 7 ur, recimo nekateri rečejo, ne? Nekatere raziskave kažejo, je prva razpolovna doba, pa potem spet druga razpolovna doba, kar pomeni, da ta kofein kar nekaj časa izplavljamo iz telesa. In kar pomeni, da če mi prepozno popoldan konzumiramo katerokoli od teh naštetih pijač, se lahko zgodi, da so adenozinski receptorji zasedeni in kljub temu, da naš cirkadiani ritem prihaja do svojega, bom rekla, padca, v katerem naj bi postali zaspani, se adenozin ne more vezati na receptorje in ne pride do uspavanja. Se pravi, tudi črna čokolada zvečer pred televizijo ni najbolj priporočljiva. Ni najbolj priporočljiva, sploh če imamo težave z uspavanjem. Ne? Prej ste že omenili, da se spalne potrebe spreminjajo glede na različne starostne skupine. Se pravi, dojenčki potrebujejo več spanja, kot vemo. Ne? Radi rečemo, dojenčki spijo, se hranijo in previjajo. Potem pa se nekje do pubertete drastično vse spremeni. Tako, potrebe so verjetno še vedno velike, se pravi, bi morali spati, realnost pa je verjetno, sploh pri najstnikih, malo drugačna. Torej, če se postavim vlogo mame, mi je bilo vedno zelo zanimivo opazovati svoje otroke in razvoj njihovega spanja. Pri spanju prihaja do zelo kompleksnih nevrohormonskih in nevroanatomskih sprememb. Možgani, živčevje se zelo hitro spreminja, zelo hitro zori, raste, se razvija in to najbolj intenzivno tam nekje do 5. leta starosti. Potem ko se nam zdi, da so naši otroci nekako prišli v določen ritem spanja in da smo, kar se tega tiče, na varnem, starši mislim, se nam pa zgodi puberteta in adolescenca naših otrok. In takrat se zgodi namreč to, da se cirkadiani ritem normalno fiziološko zamakne za 2 do 3 ure, kar pomeni, da so naši otroci in mladostniki kasneje zaspani in kasneje naspani. Zato tudi imamo porazne podatke.
o kateri smo govorili prej. Hkrati s tem pa naši mladostniki ne morejo uskladiti lastnih potreb z potrebami okolja. In pogosto odhajajo v šolo neprespani, kronično neprespani. Ne? In zaradi tega so tudi, bom rekla, telesno in akademsko manj uspešni. Tudi pri nas zelo zgodaj hodijo v šolo, ne? Naši recimo srednješolci, najstniki, zvečer pa verjetno je težko iti hitro spat. Ne? Torej, predstavljajte si, 2 leti nazaj smo na posvetu ob Svetovnem dnevu spanja povabili k sodelovanju tudi naš center srednjih šol v Novem mestu, ki je izjemno velik, in tam naredili, bom rekla, anketo, ne raziskavo, ker je bila premajhna, ampak anketo med srednješolci. Nas je zanimalo, kdaj navadno hodijo spat in kdaj navadno vstajajo. In seveda so hodili spat prepozno, tam okrog 11-12 zvečer, vstajali pa nekateri že ob 4-5 zjutraj, ker namreč iz, naprimer, Bele krajine se v Novo mesto vozi kar precej mladostnikov, ki koristijo avtobusne in železniške povezave enako kot njihovi starši, ki odhajajo na delo, ker drugih povezav ni. Torej, tudi z tega stališča, se pravi, ne gre samo za to, da naši mladostniki ne znajo prepoznati svojih potreb in imajo težave s spremembami zaradi razvoja v svojem telesu, gre tudi za to, da ko bi morali pristopati k reševanju te težave, bi morali pristopati zdravo ne samo z medicinskega stališča, ampak tudi z družbenega stališča, kot družba. Wow, res podatki so. Ne vem, če se res zavedamo vsega tega stanja in koliko pomena bi mogli dati spanju. Torej, nekako so naši mladostniki mogoče premalo slišani. Jaz verjamem, da če bi odrasli začeli vstajati vsak dan ob 3 zjutraj, bi zelo hitro poskušali spremeniti našli rešitev. Tako. Kaj pa v vrtcu? Recimo predšolski otroci. Večkrat slišimo kakšne starše, sploh mogoče tam leto preden odhajajo v šolo, tam 4-5 letniki. Zakaj morajo v vrtcu k počitku? Ne? Da potem pa v vrtcu se naspijo, pa imajo potem starši zvečer težavo, ko se otrok težje uspava, je naspan. Je ta potreba po dopoldanskem spanju pri predšolskih otrocih res tako zelo pomembna? Je zelo pomembna. In naši somnologi radi rečejo, da to, da je otrok zelo utrujen zvečer, zelo vpliva na njegovo uspavanje. Pa to recimo ni samo edini razlog, daleč stran. Namreč že prej sem omenila, da prvih 5 let zelo intenzivno poteka razvoj naših možganov in naših povezav živčnih in tako naprej in hormonskih ravnovesij in otroci v resnici potrebujejo ta dnevni počitek. Potrebujejo recimo že zaradi stališča tega, da med spanjem prihaja torej se informacije, ki smo jih zapisali v delovnem spominu, prevajajo v dolgoročni spomin. In otroci, ki spijo po priporočilih, so akademsko bolj uspešni. Zaradi tega, ker kar veliko raziskav obstaja, recimo, kdo si več zapomni, a tisti, ki dovolj spi, ali tisti, ki čuti pomanjkanje spanja. Jasno, mladostniki, odrasli, ki spijo dovolj, lažje prikličajo informacije, imajo boljši spomin. In do tega prihaja prav med spanjem. Pri otrocih gre za to, da je ta delovni spomin pravzaprav še bistveno manjši kot pri odraslem, da je kapaciteta tega delovnega spomina zelo majhna in da je zato pomembno, da hodijo spat tudi čez dan. Pa ne samo zato. Gre tudi za to, da med spanjem steče ta energijska, torej se nekako uravnovesi potreba, energijsko se napolnimo in otroci zaradi tega lažje preživijo drug del dneva.
so bistveno, torej boljše se počutijo, lažje izvajajo vse to, kar se od njih potem pričakuje, in tudi zvečer se bodo lažje uspavali. Kako pa jim pri tem pomaga rutina? Recimo, ko postanemo starši, se v prvem obdobju otroka zelo veliko ukvarjamo s spanjem in uspavanjem in velikokrat slišimo priporočila, da ustvarimo neko večerno rutino. Kako je ta rutina pomembna in pa kakšna recimo naj bi bila? Zdaj se bom vrnila na tisto najno izhodišče, kjer sem rekla, kako pomembna je varnost. Torej, rutina nam vsem daje občutek varnosti. Ne glede na to, v kakšnem okolju smo, kljub temu nas rutina obvešča, da nadziramo svojo situacijo, ker jo poznamo. Zato je zelo pomembna. Po drugi strani pa ta rutina pomeni, da otroci zelo hitro asociirajo to, da se družina počasi umirja in odpravlja spat in da zato ne bodo nič posebnega zamudili. Namreč pogosto starši radi rečejo, ne zaspi, ker se mu zdi, da bo nekaj zamudil v tem času. Ne? Če ima otrok izkušnjo, da se takrat vsa družina umirja in da se dan zaključuje, potem v centre za uspavanje nehote pošilja, bom rekla, informacije, dan se zaključuje in treba se bo odpraviti spat. In je zaradi tega pravzaprav potem tudi lažje uspavanje. Ne? Ta rutina pa navadno je namenjena prav temu, da se otrok umiri in zaradi tega potem tudi lažje zaspi. In potem verjetno tudi ni priporočljivo, da otroci in mladostniki pred spanjem, ne vem, gledajo televizijo, imajo telefone, razne te zaslone pred sabo. Kakšna je povezava med uporabo elektronskih naprav in spanjem? Zelo velika raba elektronskih naprav je aktualna predvsem v zadnjem času. In hkrati z rabo lahko opazujemo tudi porast težav s spanjem. Namreč elektronske naprave sevajo to modro svetlobo, ki vpliva na možgane tako, da jih spodbuja. Zaradi tega se težje uspavamo. In raba elektronskih naprav pred spanjem pri otrocih sploh ni priporočljiva. Pravzaprav ves dan ni priporočljiva, razen glede na starost tisti kratek čas, ampak govorimo o res kratkem času, uri, dveh recimo, po teh priporočilih strokovnjakov tega področja. Predvsem pa ne 2 uri pred spanjem, ker se namreč na tak način možgani ne morejo sprostiti, umiriti, se pripraviti na spanje. Ne? Zaradi preveč dražljajev in tako se pravi risanka pred spanjem, rajši pravljica. Bistveno boljše je, če ta naš prosti čas z otrokom preživljamo tako, da smo ves čas v interakciji. Torej, da med nama poteka ena komunikacija in to ne samo pasivna, temveč aktivna. Se pravi, ta del je izjemno pomemben. Na tak način lahko gradimo odnose s svojimi otroci tudi pred spanjem, ker pogosto čez dan nimamo dovolj časa, lahko to izkoristimo tisti čas pred spanjem, ki ga res namenimo svojim otrokom. Hkrati pa mu na tak način pravzaprav dajemo tudi vzgled. Ne? Mi otroke največ naučimo, starši svoje otroke največ naučimo z zgledom, bistveno manj z besedami. In to je izjemno pomembno. Hkrati pa, kot zelo dobra preventiva pred različnimi prekomerno rabo računalnikov, mobitelov, tablic in tako naprej, je izjemno pomembna gradnja vsebin, ki bodo otroka spodbujale in gradnja vsebin, ki bodo otroka zanimale. Bistveno več časa in resnih namenov bomo imeli, če bomo z otrokom preživljali čim več časa, s katerim bomo gradili njegova interesna področja, prepoznavali, kje so ti naši otroci močni in jih pri tem spodbujali. Tega zagotovo ne moremo narediti, če vsak za svojo elektronsko napravo sedimo. Ne?
tudi sebi delamo to uslugo. Mislim, da tudi odrasli imamo to težavo z zasloni pred spanjem, ker se zelo radi po utrujenem dnevu uležemo, tako se nekaj uležemo, pa nekaj pogledamo pred televizijo, pa zraven še telefonček, da ne bi kaj zamudili. Pa kljub vsemu sva tudi že omenila, da se spremembe o vzorcih spanja starostjo spreminjajo. Kaj pa nespečnost pri starejših? Kako se lahko soočimo s temi težavami? Recimo, kako si lahko pomagamo pri nespečnosti? Zdaj, razumeti moramo, da se, tako kot sem prej omenila, spanje vse življenje spreminja. Tam nekje v 30 letih svojega življenja se ta cirkadiani ritem ponastavi nazaj, na to našo srednjo točko recimo. Potem se pa starostjo začne premikati še malo nazaj, kar pomeni, da smo starostjo starejši, ko smo, prej smo zaspani in prej naspani. In ne samo to, spanje se seveda po noči začne se spreminjati njegova struktura, postane bolj razdrobljeno, z leti postane tudi rahlejše, kar pomeni, da zaradi tega se lahko spreminja tudi kakovost spanja. In starejši, odrasli so zaradi tega pogosto neprespani, še sploh, če ne razumejo tega premika cirkadianega ritma. In recimo ne razumejo tega, da kljub temu, da so bili vse življenje navajeni pogledati tiste večerne informativne oddaje, potem starostjo kar naenkrat to več ni mogoče. Pogosto se nam zgodi, da vztrajajo pri tej svoji navadi, zadremajo pred televizorjem in potem, ko se prestavijo v postelj in želijo zaspati, imajo težave z uspavanjem. To ni nespečnost. To je samo slaba spalna higiena, na katero res lahko vplivamo. To je navada, ki jo človek s primernim znanjem in z primerno motiviranostjo brez problemov uredi, spremeni. Drugo pa je potem prav na spanje, pa lahko poleg teh neprimernih življenjskih navad in bioloških sprememb, do katerih prihaja, torej lahko vplivajo tudi motnje spanja. In motenj spanja je tam blizu 90 različnih in nespečnost je ena izmed njih, sicer najpogostejša motnja spanja, o kateri govorimo, pri kateri pa je potrebno vedeti, da v primeru, da mi 3-krat na teden spimo, tako da s svojim spanjem nismo zadovoljni, pa se to dogaja, ponavlja 3 mesece zapored in ves čas ugotavljamo, da smo čez dan nefunkcionalni, da težko sledimo potrebam svojega okolja, da dremamo čez dan in tako naprej, potem je primeren trenutek, da ugotovimo, da verjetno, da gre za zdravstvene težave in zdravstvene težave, ki so povezane z motnjami spanja, so kronične. In jih je potrebno reševati. Zato je prav, da se pogovorimo s svojim zdravnikom in mu opišemo svoje težave. Že zdravnik, osebni zdravnik, nam navadno lahko v veliki meri pomaga, kadar bo pa precenil, da je mogoče problem prevelik, nas pa bo napotil naprej z napotnico do somnologa. Koliko pa imamo teh motenj spanja, ko se obrnemo k zdravniku? Torej, zelo veliko motenj ostane neraziskanih zaradi naših prepričanj, da starejši, ko smo, slabše je spanje in to je pač nekaj normalnega in je treba potrpeti. Ne, v nobenem obdobju človeka torej ne sme prihajati do pomanjkanja spanja. In strokovnjaki z tega področja govorijo o sicer različnih deležih, ampak tam nekje od 15 do 30% prebivalstva trpi za eno izmed tistih prej omenjenih 90 različnih motenj spanja. Kakšen vpliv
ima pa redna telesna aktivnost na spanje? Izjemno pomemben vpliv. Ljudje smo narejeni za gibanje. In, tako kot sem na začetku, ena izmed tistih osnovnih potreb. Ne? Tako. In kadar ta potreba ni zadovoljena, prihaja v telesu seveda do hormonskega neravnovesja, bistveno višji nivo kortizola, stresnega hormona, zaradi katerega se mi zvečer težko uspavamo, naprimer. Hkrati zaradi pomanjkljive telesne dejavnosti ne porabimo vnesene energije, ostaja pribitek energije, ne? Hkrati zaradi primanjkljaja telesne dejavnosti prihaja do tega, da smo nerazgibani, da nas bolijo sklepi, da smo v slabši kondiciji, zaradi česar vse to navedeno tudi vpliva na naše uspavanje, ne? Pa tudi to, da smo med telesno dejavnostjo veliko zunaj izpostavljeni sončni svetlobi, močno vpliva na naše spanje. Tako kot sem prej recimo pri starejših odraslih omenila, izjemno pomembno je, da smo zjutraj, pravzaprav vse generacije, za vse generacije je to pomembno, da smo zjutraj izpostavljeni sončni svetlobi in kadar imamo zvečer težave z uspavanjem, da to popoldansko izpostavljenost močni sončni svetlobi doziramo vsaj za zaščito, recimo sončni očal, zaščito oči pred prevelikim udorom sončne svetlobe. Namreč to, da zvečer je sončne svetlobe manj, pomembno vpliva na tvorbo melatonina, to je hormona, ki je v spalnem ciklu štarter. Ta hormon nam pove, da se je začel večer in da tema namreč zanj pomeni, da je treba telesu sporočiti, da se je potrebno umiriti, zato da potem bomo lahko zaspali. Torej, melatonin sicer v neposrednem procesu spanja ne deluje v tem procesu uspavanja, priprave na spanje, medtem ko v samem procesu spanja sta pa pomembna cirkadiani ritem in pa pritisk na spanje oziroma nivo adenozina, ki se začne dvigovati takoj zjutraj, ko vstanemo in je zvečer tik pred tem, ko zaspimo, na najvišji točki. Aha. Pa zdaj novembra, meseca, ko imamo zelo veliko dneva v temi, ne, zelo malo sončne svetlobe, morda kdo zaradi službe, ne, zjutraj grem v temi, pridem domov v temi, nimamo toliko možnosti biti na sončni svetlobi. Lahko rečemo, da smo zdaj potem, da je to neko spalno obdobje, ko spimo več ali pa so naše potrebe po spanju večje. Zagotovo sončna svetloba vpliva na naše cikluse spanja, v določeni meri. V določeni meri pa lahko te svoje cikluse ohranjamo tudi z umetno svetlobo. Pravzaprav je izpostavljenost luči ravno tako tista, ki nas spodbuja k budnosti, in prav tako je iz istega naslova pomembno, da zvečer zmanjšujemo intenzivnost svetlobe, s katero se obsevamo, ne? In tik pred spanjem, da res je ta svetloba čim manj intenzivna, čim bolj pridušena. Kaj pa tik pred spanjem telesna aktivnost? Hvala za to vprašanje. Pravzaprav zelo pomembno je tudi to, da smo telesno dejavni v pravem delu dneva, se pravi nekje v zgodnjih dopoldanskih urah, opoldanskih pa zgodnjih popoldanskih urah, pozne popoldanske oziroma večerne ure, sploh večerne ure pred spanjem, pa strokovnjaki ne priporočamo niti visoko intenzivnih, niti dalj trajajočih telesnih dejavnosti. Se telo potem težje umiri? Ja, preveč informacij prihaja iz telesa in te nas potem motijo pri uspavanju. In ker smo Slovenci zelo športen narod, ne, veliko se ukvarjamo s športom, ali tiste osebe, ki so športno zelo aktivne, potrebujejo več spanja, se pravi, so njihove potrebe po spanju večje ali ne? Po vsaki večji telesni dejavnosti bo telo potrebovalo več regeneracije. To je nekako posledično.
Pri športnikih je pa tako. Športniki se ves čas izpostavljajo določenemu stresu z namenom, da pridobijo svojo kondicijo, da pridobijo svoje veščine, skratka vse, kar potrebujejo za to, da sploh lahko so tekmovalno dejavni, a ne? Ampak s to njihovo kondicijo hkrati prihaja tudi ta hitrejša regeneracija telesa. Se pravi, športnik na začetku verjetno bo potreboval več počitka in več spanja, kasneje, ko mu pa bo to nek vsakdanji stres in, kako naj rečem, ne samo stres, ampak hkrati tudi impuls, vsakdanji impuls, se pa na to telo tako zelo navadi, da ni potrebna več tako dolga regeneracija. Razen ob res izrednih situacijah, kjer gre res za izredno težke napore, dolgo časa trajajoče napore, takrat pa bo potreba po spanju večja, ne? Ampak enako kot pri športniku velja tudi pri posamezniku, pri sleherniku. Namreč bolj, ko smo izpostavljeni določenim telesnim, kognitivnim naporom, lažje in bolj dvigujemo raven tega, kar za nas postaja normala. In potem tudi lažje se, torej, kako naj rečem, sprostimo in lažje regeneriramo. S tem bi počasi zaključila našo epizodo. Bi morda za konec še neko zaključno misel, nasvet za vse nas, kar spanje se tiče od prvega dneva do zadnjega dneva, ne? Prav za vse. Ja, torej, pogosto spanje gledamo samo strogo z medicinskega stališča. Prav je, da na to področje pogledamo tudi z socialno-ekonomskega stališča. Prav je, da na to področje pogledamo tudi z družbenega stališča. Prav je, da to področje naslavljamo s primernimi pristopi, pedagoško-andragoškimi, seveda. In dovolite, da zaključim pravzaprav tako, ker je spanje ključno za naše zdravje in počutje, lahko največ naredimo zase, če upoštevamo svoje notranje potrebe in jih uskladimo s potrebami okolja. Tudi če je težko, se obrestuje. Zato vam želim urejeno spanje, zdravo spanje, ki bo dobro podpiralo vaše zdravje in pripomoglo k boljši kakovosti vašega življenja na vseh področjih. Najlepša hvala za današnji pogovor. Jaz bi zaključila mogoče še s tem, da spanje ni le pasiven del našega dneva, ampak ključen proces, ki vpliva na naše fizično, čustveno in mentalno blagostanje. Tako da vsem nam želim čim bolj kakovosten spanec in pa predvsem dovolj spanja. Hvala lepa. Hvala tudi vam. V današnji epizodi smo odgovorili na kar nekaj vprašanj o spanju. V opis epizode bomo dodali povezavo do spletne strani NIJZ, kjer boste našli številne koristne nasvete za izboljšanje spanja, tudi te, o katerih sva danes govorili. Priporočamo, da si za začetek morda izberete 1 ali 2 priporočili in jih potem postopoma vključujete v svojo večerno rutino. Če imate kakršnakoli vprašanja ali želite deliti svoje izkušnje, nam pišite, z veseljem vam bomo odgovorili. Hvala, ker ste bili z nami. Z vami sem bila Katja in se ponovno slišimo naslednjič.